Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani minister, dr. Miro Cerar, spoštovani predsednik Čebelarske zveze Slovenije, spoštovani dekani fakultet, spoštovane čebelarke in čebelarji in dragi gostje današnje konference. Svojo bogato čebelarsko tradicijo, pridobljenimi in pa lastno ustvarjenimi znanji in močnim zavedanjem o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, zagotavljanje prehranske varnosti, preprečevanje lakote in razvoja pozitivnega odnosa do okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, si je Slovenija v preteklih letih utirala pot prepoznavnosti v svetovnem merilu. Krona prepoznavnosti in zavedanja je bila prav gotovo pridobljena z razglasitvijo Svetovnega dne čebel, ko smo se postavili pred vse ostale svetovne države ter pridobili vodilno mesto in možnosti, da pomembno vplivamo in zaznamujemo področje krepitve pomena in zavedanja o ohranjanju in nadaljnjem razvoju čebelarstva ter tako prispevka k področju zagotavljanja prehranske varnosti ter trajnostnega razvoja varovanja okolja. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se pomena čebel in čebelarstva dobro zavedamo in to se seveda zrcali v naši skrbi za celostno podporo slovenskemu čebelarstvu. Tako uspešno izvajamo večletne evropske programe ukrepov na področju čebelarstva, ki poleg ukrepov za posodobitev čebelarske opreme vključujejo tudi izvajanje številnih aplikativnih raziskav z področja čebelarstva in preko njih se preizkuša in uvaja tehnološke izboljšave in pa predelava medu ter ostalih čebeljih pridelkov ter izboljšuje teoretično in praktično znanje čebelarjev z področja zatiranja bolezni čebel. In če je dejstvo, da smo si kot najpomembnejše pojme prihodnjega razvoja slovenskega kmetijstva opredelili znanje, tehnološki napredek, modernizacijo in povezovanje, lahko danes zadovoljni ugotavljamo, da je panoga čebelarstva na teh področjih že naredila prepoznavne korake. Slovenija je leta 2018 ustanovila Čebelarsko akademijo Slovenije, ki bo pomembno prispevala k širjenju bogatega, več kot 200 let starega znanja o čebelarjenju na Slovenskem v obliki neformalnih izobraževanj na področju čebelarstva. Slovenska čebelarska akademija je pred enim letom na podlagi spremembe zakona o kmetijstvu dobila pravno podlago za začetek delovanja. V prvem letu delovanja je uspešno začrtala svojo pot v prenos znanja, tako s pripravo programov izobraževanja, začetkom delovanja programskega odbora akademije, do izbire predstojnice akademije, gospe Damjane Grobelšek, kot tudi s pričetkom izvajanja prvega pilotnega projekta čebelarjenja v Bangladešu. Na podlagi uspešnega delovanja Slovenske čebelarske akademije v prvem letu se je pričel razvoj mednarodnega izobraževalnega trga, vzpostavilo se je mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja čebelarjev v Iranu in Novi Zelandiji. Slovenska čebelarska akademija se bo pa letos jeseni predstavila na enem od najpomembnejših dogodkov na področju čebelarstva na Svetovnem čebelarskem kongresu Apimondija v Kanadi, kar bo omogočilo seveda nove priložnosti za promocijo slovenskega znanja o čebelarstvu ter vzpostavilo nova mednarodna sodelovanja na področju izobraževanja. Ministrstvo bo v prihodnjem tednu organiziralo tudi srečanje župani slovenskih občin, na katerem želimo tudi lokalnim skupnostim predstaviti možnosti sodelovanja na področju izobraževanja in povezovanja s turizmom. Svetovni dan čebel in Slovenska čebelarska akademija namreč ponujata nove priložnosti tudi za slovenske lokalne skupnosti. V izvajanju izobraževanj, ki potekajo v okviru Slovenske čebelarske akademije, tako želimo vključiti tudi slovenske občine, ki imajo bogato čebelarsko tradicijo in tudi infrastrukturo. In kakšne načrte imamo za letošnjo drugo obeležitev Svetovnega dne čebel? Slovenski čebelarji bojo na svoj praznik, ki že tradicionalno poteka vsako leto na soboto, ki je koledarsko najbliže 20. maju, letos obeležili na gradu pri Ravnah na Koroškem. Ministrstvo bo seveda na dogodku tudi sodelovalo. Na svetovni ravni bo letos organizirana osrednja obeležitev Svetovnega dne čebel in ta slovesnost bo potekala v Rimu na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO.
in sicer na sam svetovni dan čebel, ponedeljek 20. maja. Okrogla miza, ki jo organiziramo skupaj z organizacijo FAO na temo ozaveščanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev za hrano in kmetijstvo, bo združila različne strokovnjake in predstavila številne primere dobrih praks, kjer bodo imeli seveda glavno vlogo mladi čebelarji in pa ženske čebelarke. Načrtujemo, da bo vloga žensk in njihovo opolnomočenje skozi čebelarstvo tudi rdeča nit druge obeležitve Svetovnega dne čebel preko diplomatskih konzularnih predstavništev po celotnem svetu. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa smo tudi v zaključni fazi priprave pomembnega dokumenta načrta aktivnosti Vlade Republike Slovenije za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022. Dokument opredeljuje delovanje Vlade Republike Slovenije in posameznih deležnikov do leta 2022 po posameznih vsebinskih sklopih. Izhodišča in strokovne podlage za načrt aktivnosti je pripravila posebna medresorska skupina, ki jo vodi naše ministrstvo. Večletni načrt, ki združuje različne vladne aktivnosti v enotnem dokumentu, ima za cilj torej zadržati pozornost in okrepiti ozaveščanje, informiranje in zanimanje javnosti ter mednarodne skupnosti za pomen čebel in ostalih opraševalcev ter nadaljevati z usklajenim proaktivnim delovanjem pri uresničevanju ciljev projekta Svetovnega dne čebel. Hkrati pa želimo izkoristiti tudi priložnosti, ki jih nudi Svetovni dan čebel za prenos slovenskega znanja in tehnologij na področju čebelarstva ter za utrditev slovesa Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države na svetovni ravni. Pomembni dogodki in obletnice, kot je današnja obeležitev ustanovitve Slovenske čebelarske akademije ter Svetovnega dneva čebel, vedno ponujajo odlične priložnosti za pregled dela v preteklosti ter za smelo načrtovanje aktivnosti za prihodnje. In če smo kot glavne cilje akademije ob ustanovitvi opredelili izboljšanje znanja na področju čebelarstva v domačem in mednarodnem prostoru, promocijo Slovenije in njene bogate tradicije čebelarstva, ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelenega turizma, izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter povečanje ozaveščanja o pomenu čebel in opraševanja, lahko danes zadovoljni ugotovimo, da ta poslanstva akademija opravlja dobro. Ter le-ta predstavljajo trdne temelje in dobro podlago za to, da v prihodnje stopimo še bolj odločno ter si zastavimo ambiciozne cilje in z veliko mero pripravljenosti na sodelovanje in združevanje vseh resursov tudi odločno stopamo na pot za doseganje le-teh. Ob današnji obletnici seveda želim čestitati vsem, ki ste dodali svoj kamenček v mozaik dosedanjih uspehov, ter vas pozivam in vabim k sodelovanju na poti do novih uspehov. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep pozdrav vsem prisotnim, visokim gostom, čebelarkam, čebelarjem. Sedaj smo imeli možnost, da nekaj minut obujamo spomine v sobi predsednika Čebelarske zveze Slovenije, tudi šefa programskega sveta. To je bilo super. Mogoče en datum je pomemben, 13. decembra 2017 je vlada pod vodstvom dr. Mira Cerarja sprejela predlog spremembe zakona o kmetijstvu. To je točno teden dni pred 20. decembrom, ko smo v neki sestavi, oba z Boštjanom, pa še kdo je bil zraven, sedeli snežkane v Generalni skupščini Združenih narodov in bili silno ponosni, da smo imeli možnost govoriti in da je bilo soglasno sprejeto, da je 20. maj Svetovni dan čebel. V tem osnutku zakona, ki ga je nekaj mesecev kasneje po rednem postopku, kakor se spodobi, Državni zbor sprejel, tudi za neko dosti visoko podporo, pa je en poseben oddelek, ni bil zakon samo zaradi Čebelarske akademije, ampak tudi zaradi Čebelarske akademije, je pa en poseben oddelek ravno o Čebelarski akademiji. Ampak zakaj je to tako pomembno? Ko smo videli, ko smo se borili nekaj let skupaj, da pridemo do Svetovnega dne čebel, zelo samozavestno govorili, poglejte, če kdo pozna čebele, če kdo pozna čebelarstvo, pa smo to mi.
Jasno smo takoj dobili potem naslednji dan, naslednje dni, naslednje tedne pa vprašanje, če ste pa res tako dobri, nas pa tudi še kaj naučite. In potem smo ugotovili, da rabimo neko točko, kjer združimo slovensko znanje. In meni osebno je Čebelarska akademija pomembna zato, ker je tukaj združeno marsikaj, kar v resnici znamo. In če pogledate sestavo programskega odbora, ker predsednik Čebelarske zveze tudi predseduje, jaz ne vem, če imamo kakšen programski odbor, ki je tako zelo močan. V programskem odboru imamo najbolj eminentne slovenske inštitucije. Poleg Čebelarske zveze Slovenije imamo biotehniško fakulteto, spoštovani dekan, imamo veterinarsko fakulteto, Boje Univerza Ljubljana, imamo fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, gospod dekan, iz Maribora. Vse skupaj je locirano v Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je seveda najbolj eminentni inštitut z našega področja. Imamo tudi srednje biotehniške šole. Torej imamo eno široko področje znanja združeno na enem mestu. Naslednja stvar. Seveda majhne države potrebujejo prijatelje. Lahko si to priznamo, lahko si to ne priznamo. Najlažje prijatelje pa dobimo preko skupnih aktivnosti, ki jih drugi prepoznajo kot družbeno in svetovno koristne. In spominjam se, ko smo se pogovarjali z številnimi državniki, ko smo jih iskali, jih prosili za podporo, ki smo na koncu v celoti dobili, to na koncu pripelje do nečesa, kar se je izkazalo, pa v resnici dosti pomene. Prejšnji teden, ko smo na pobudo predsednika Čebelarske zveze in ob financiranju občine Žirovnica naredili nekaj, kar bi bilo skoraj nemogoče. V centru Dunaja na posebnem parku, ki se imenuje Augarten, kjer je v starih časih leta 1770 delovala čebelarska šola, kjer je bil glavni predavatelj Anton Janša, smo v centru Dunaja slavnostno otvorili slovenski napis, iz marmorja v bistvu. V centru Dunaja, slovenska beseda. In zamislite si, kakšno čast so nam v bistvu sosedje izkazali. V času, ko je potekala na Dunaju konferenca predsednikov parlamentov Evropske unije in nekaterih drugih vabljenih, bilo je prisotno 30 predsednic in predsednikov parlamenta, ki jih je gostil gospod Wolfgang Sobotka, predsednik avstrijskega parlamenta, ko se mora vsakim posebej ukvarjati. Si je vzel čas in je zapustil konferenco in je bil skoraj uro z nami, da smo vsi skupaj otvorili konferenco. Jaz vem, da mogoče, ko tako govorim, to ne zgleda veliko, ampak v diplomaciji, gospod zunanji minister, pa to pomeni neizmerno veliko. In to nam je omogočil projekt Svetovni dan čebel. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, marsikdo, ki tukaj sedi, je aktivno pri tem projektu sodeloval in sodeluje. Dovolite, da izrazim samo globoko hvaležnost. Hvala. Spoštovani predsednik Državnega zbora, ministrica, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, drage čebelarke in čebelarji, dame in gospodje, Slovenijo svet vse bolj povezuje z neokrnjeno naravo, z zelenim in čistim okoljem, s skrbjo za uravnotežen, trajnostno naravnan razvoj. In v tem svetu ima zelena Slovenija od nedavna zelo pridne in brenčeče ambasadorje, to so naše čebele. Ja, te pridne kranjske delavke so zašle tudi na polje diplomacije. Od leta 2015, ko je naša vlada sprejela in podprla pobudo Čebelarske zveze za razglasitev Svetovnega dneva čebel, so sledile številne aktivnosti za promocijo čebel in čebelarstva. Slovensko čebelarstvo že uživa mednarodni ugled zaradi kranjske čebele, izvirne tradicije panjskih končnic in inovativne čebelarske opreme. Toda izvrstno sodelovanje Čebelarske zveze, kmetijskega in zunanjega ministrstva je temu ugledu dalo nov zagon in odmevne spodbude. Slovenski diplomati so v številnih državah sveta, od Avstralije do Japonske, od Argentine do ZDA, marljivo poudarjali pomen čebel za trajnostno kmetijstvo in varno preskrbo s hrano.
in nam je dejansko uspelo. Dobili smo močno podporo številnih držav, kot je bilo že rečeno. Decembra 2017 je Generalna skupščina OZN 20. maja razglasila za svetovni dan čebel. Tako je čebela za en dan v letu preletela v samo središče svetovne pozornosti. Slovenija pa je postala njena glavna zaščitnica in promotorka, da ne rečem kar matica, in na to smo res vsi ponosni. Svetovni dan čebel je odtlej na koledarju v ključnih prestolnicah in mednarodnih organizacijah, od Združenih narodov do Evropske unije. Lepota čebelarstva je, da v svetu, v katerem se še zdaleč ne cedita le med in mleko, pušča za sabo otipljive sledi in oprijemljive rezultate. Dobesedno dela življenje lepše in znosnejše, svet pa prijaznejši. Tako smo v Združenih narodih predstavili urbani čebelnjak, veleposlaništvo v avstralski Canberri pa je postavilo čebelje panje in k postavitvi pritegnilo tudi zvezni parlament. Številna veleposlaništva v sodelovanju z lokalnimi šolami vsako leto pripravijo medeni zajtrk. Diplomati strežejo kruh, namazan z domačim medom. Panjske končnice pa niso le del naše kulturne dediščine, ampak tudi cenjena protokolarna darila, ki jih podarjamo tujim sogovornikom. Posebej ponosen pa sem, da s čebelarstvom povezujemo plemenite razvojne projekte. S pomočjo Čebelarske akademije Slovenija prenaša znanje na tretje države in spodbuja trajnostni razvoj. V Bangladešu denimo Čebelarska akademija s partnerjema Medexom in Brakom z razvojem čebelarstva izboljšuje kakovost življenja finančno ogroženih bangladeških družin. Za učenjem čebelarstva pomagamo tudi brezposelnim ženskam na jugu Srbije, da se ekonomsko in socialno postavijo na noge. Enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk sta namreč pomembni prioriteti slovenske zunanje in razvojne politike. Danes vemo, da en sam pomor čebel lahko sproži katastrofo globalnih razsežnosti, saj se prekinja prehranjevalna veriga. Naša skrb in spoštovanje teh pridnih delavk je zato jasno sporočilo svetu, da se velike trajnostne obljube in okoljske prisege včasih začnejo s skrbjo za mala delovna bitja danes in tukaj. Posebej me veseli, da smo na tem področju našli tako z ministrico za kmetijstvo kot z ministrom za kulturo skupni jezik. Po njuni zaslugi so čebele v letu 2019 dobesedno medresorski projekt. Dokaz tega, da znamo na vladi za dobre projekte poprijeti skupaj. Tudi zato, ker delamo z roko v roki, lahko slovenske čebele raznašajo dober glas o Sloveniji po svetu. In naj ob tej priložnosti še posebej ponovno čestitam Slovenski čebelarski zvezi in njenemu predsedniku gospodu Boštjanu Noču. Naj posebej čestitam tudi Čebelarski akademiji ter seveda vsem čebelarjem in čebelarkam, ki skrbno opravljate svoje delo. Hvala vsem tudi bivšemu ministru, gospe Tanji Strniša, vsem, ki ste se takrat tako trudili, da nam je skupaj uspelo, in res čestitke in srečno tudi v prihodnje čebelarjem in čebelarkam in vsem. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega zbora Dejan Židan, spoštovani minister za zunanje zadeve gospod Miro Cerar, spoštovana ministrica Aleksandra Pivec, spoštovani ostali visoki gostje, spoštovana predstojnica Čebelarske akademije. En lep pozdrav v mojem imenu in imenu Čebelarske zveze tukaj na Čebelarskem centru Slovenije. Vesel sem, da smo se odločili, da bo prvo tovrstno srečanje, prva konferenca tukaj v našem čebelarskem domu, kjer je duša in srce slovenskega čebelarstva in kjer se rojevajo ideje, program, kritike in vse, kar sodi zraven na račun slovenskega čebelarstva in vsega ostalega. Ja, lepo je biti na prvi rojstni dan Čebelarske akademije, katera sem prepričan bo pustila dolgoročne sledi, predvsem v smislu širjenja znanja na svetovnem nivoju. Jaz bi tukaj se iskreno zahvalil Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prejšnji sestavi, ki je prisluhnilo ideji, da rabimo
neko inštitucijo, ki bo širila znanje po svetu. Predvsem državna sekretarka magistra Tanja Strniša je bila tista, ki jaz večkrat rečem, da je ta akademija njen otrok in kajti takrat, ko je bilo najtežje, ko smo razmišljali, kako in na kakšen način, je po mojem mnenju in prepričanju bila ona tista, ki je bila gonilna sila, da je do te Čebelarske akademije na tak ali drugačen način prišlo. Seveda pa je zelo pomembno, da je tudi tedanja vlada in vsi tisti, ki so pomagali, da smo to uvrstili v ustrezen zakon in seveda politika, da je to sprejela, vsi si na koncu koncev lahko pripenjamo ali pa pripenjate, bom rekel, en delček zaslug, da imamo Slovensko čebelarsko akademijo. Tako kot je bilo večkrat rečeno, Svetovni dan čebel je bil projekt Slovenije, nismo se delili na leve, desne, spodne, zgornje, ampak vsi smo verjeli v to, da je to lahko uspešna slovenska zgodba. In taka je tudi bila in taka tudi je. V Sloveniji je večkrat prepovedano ali pa si ne znamo upati povedati na glas, da smo nekje dobri, da smo nekje najboljši. Tukaj smo čebelari skupaj z vsemi strokovnimi inštitucijami, tudi s politiko, si upali v času promocije Svetovnega dneva čebel reči, slovensko čebelarstvo je najboljše na svetu. Pa ne zato, da bi se hvalili, ampak ker dejansko imamo kaj za pokazati, imamo bogato tradicijo, imamo odlične čebelarje, imamo odlične strokovne službe, imamo našo kranjsko čebelo, imamo čebelnjak, imamo naš pan, imamo apiterapijo, imamo marsikaj, tako da resnično smo lahko vzgled in kamorkoli po svetu slovenski čebelari pridemo, smo sprejeti z navdušenjem. Konec koncev imamo med nami tudi trenutno predsedujočega Svetovni čebelarski organizaciji, to se pravi, svet dejansko slovensko čebelarstvo ceni in spoštuje in mislim, da je Čebelarska akademija priložnost, da pokažemo svetu, da damo svetu našo čebelarsko znanje in na koncu koncev, da iz tega tudi nekaj iztržimo. Saj na koncu koncev trženje čebelarskega znanja je priložnost za Slovenijo, konec koncev gre tudi za turizem, tudi za gospodarsko panogo in jaz upam in verjamem, da čez 10 let, ko se srečamo, rečemo, Svetovni dan čebel je bila prelomnica, čez 10 let Slovenska čebelarska akademija je uspešnica, slovensko čebelarstvo pa je še vedno najboljše na svetu. Tako da vsem skupaj želim prijeten in uspešen dan in pa seveda hvala za vse, kar ste storili dobrega za slovensko čebelarstvo.